In ko smo delali učbenike za prvi razred, in se me, kaj pa otroci rabijo v prvem razredu učbenike, ker otroče ne pišejo, ne berejo. Je bil odgovor od teh avtorjev, bodo pa starši doma brali. Ja, ali je šola pol za doma, ali kaj, samo denar. Imamo v prvem razredu nekaj učbenikov, ki jih profesori filozofske fakultete pišejo učbenike. Učbenike lahko pišejo pomočjo lahko doktori znanosti, ampak učbenike morajo pisati tisti ljudje, ki so dolgoletno v praksi, ki poznajo učne načrte, poznajo didaktike in metodike. Tako da tukaj jaz mislim, da je treba narediti, ker šolo je treba poceniti in dvigniti kvaliteto. Ker ta predmetnik, ki je zdaj v 9-letni osnovni šoli, je absurd, da imamo v drugem pa tretjem razredu 7 ur slovenščine, da nimamo v 8 pa 9 razredu nobene ure tehnike, tehnično vzgoj smo čisto ven vrgli, da smo likovno vzgojo siromašli, da smo gospodinstvo ven vrgli, treba je cel predmetnik pod lupo in mora celostno oblikovati mladega človeka. In zato zdaj nimamo v poklicnih šolah, imamo kup novih poklicnih šol, ker je tudi Evropska unija dala denar, nimamo pa otrok za poklicne šole, če nimamo nobene tehnike v 9. razredu. To je tudi zelo, zelo velik problem. Tako da na tem področju bo tudi treba delati. Če pogledajte, za slovenščino imamo 56 učbenikov, pa 61 delovnih zvezkov, za matematiko 60 učbenikov, za angleščino 34, pa to resnično je pretirano in to mi ne rabimo. Nismo tako bogati in šola naša je predraga. Moram povedati, ko so umetni osnovni šoli so nekatere zadeve bile zelo dobre, ki jih zdaj žal v 9-letni osnovni šoli ni. Zato bo treba to resno proučiti, kaj je treba še vnaprej spremeniti na področju učbenikov. Prav gotovo bomo morali težiti, da bodo poceni, kvalitetni, dostopni vsem otrokom. Jaz bi dogovorila še eno uro in pol, pa se ne bom morila, ker imate zdaj tukaj ta material, pa če želite kakšno vprašanje, sem pa zelo vesela vašega obiska. Drugače jaz lahko to, kar govorim. Ste na Združenju za šolo po meri človeka razmišljali, da bi mogoče uvedli v osnovne šole tudi ene vrste elektronskih učnih pripomočkov v obliki notebookov, ne vem, pa pol otroci imajo samo eno stvar v bistvu. To je zdaj pa na ministrstvu projekt, ki se že vodi, da bodo lahko to imeli vse na elektronskih poštah. Je že komisija, ki to pripravlja. Čeprav vse veste, to je res zelo dobro, ampak eni otroci tega nimajo, eni imajo, tako da je pa velika posodobitev. To se pripravlja v okviru ministrstva. Še kakšno vprašanje? A v stavku me če vprašajte, če imajo pravičene stavke, to ni današnja tema, ne? Drugič. Ne, res je, veste, ki jaz vidim, ko dobimo te, še to moram povedati, recimo, se sem not napisala, ker smo sprejeli ta pravilnik, da komisija potrjuje samo učbenike, nič več delovnih zvezkov, smo na naslednji komisiji dobili kopico novih učbenikov, ki so bili samo mačkim popravljeni delovni zvezki. Ampak sem mislil, da naša komisija to kar požegnala, ne. Mačkim popravljeni delovni zvezki, ampak potem smo to vse zavrnili in so videli, da gre za leve resno in zdaj ne dobivamo več teh delovnih zvezkov spremenjenih v učbenike. Tako da moram reči na komisije, kar zelo, zelo v redu in smo natančni in tako naprej.